In z veseljem pozdravljam na današnji okrogli mizi gostujoče predavatelje oziroma člane okrogle mize. Na prvem mestu profesor Štruklja, Borut Štruklja, ki je sicer doktor znanosti z področja farmacije, predava, aktiven predavatelj na fakulteti za farmacijo in pa tudi še nekaterih drugih fakultetah. V zadnjem času pa je zelo znan zaradi svojega znanstveno-raziskovalnega dela in pa sistematičnega, visokostrokovnega spremljanja vse problematike povezane z COVID-19 in to na celičnem ali pa še subceličnem nivoju. Znan je pa tudi po tem, da je izjemno priljubljen predavatelj in da zna problematiko razložiti na način, ki je razumljiva tudi običajnemu človeku. Potem je z nami kasneje, se nam bo pridružil, upam, dr. Simonovič, ki je predstojnik območne enote NIJZ, skratka Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in se v zadnjih mesecih tudi aktivno ves čas ukvarja z problematiko covida. Potem je tukaj z nami tudi Lea Knez, ki vodi bolnišnično enoto za bolnišnične okužbe. V zadnjih mesecih je izjemno delovna, pridna in tudi visoko strokovna in se tukaj zahvaljujem za njeno delo. In pa z nami je tudi generalni direktor našega kliničnega centra, ki seveda iz svojega zornega kota opazuje, spremlja in koordinira naše delovanje. Toliko na kratko, zdaj pa bi jaz prosil na prvem mestu mogoče dr. Leo Knez, da na kratko opiše, kakšna je situacija, kar se tiče COVID-19 v naši ustanovi, predvsem kar se tiče cepljenja. Lea, izvolite. Dober dan, hvala za povabilo. Naša situacija je trenutno stabilna. V celotnem času epidemije je prebolelo COVID, oziroma bilo okuženih dobrih 800 zaposlenih. Največ seveda od novembra dalje, več kot 600, dodatnih 150 od septembra dalje. V prvem valu smo imeli zelo malo okuženih, 7 v marcu, potem večinoma v juliju in avgustu. S cepljenjem smo pa začeli 27.12., takrat smo cepili 137 ljudi in nadaljujemo. Trenutno smo cepili 1490 ljudi, s tem smo z drugim odmerkom, v petek so bili zaposleni cepljeni že z drugim odmerkom in sicer smo jih cepili 132 z drugim odmerkom. Trenutno je na našem seznamu kandidatov 500 ljudi. V to so všteti tudi večinoma tisti, ki so v zadnjih 3 mesecih preboleli COVID, kot sem že prej omenila, jih je bilo to 600. Nekako ta teden bi lahko cepili dobrih 120 ljudi in se še prijavljajo, tako da cepljenje aktivno poteka in mislim, da nekaj časa še ne bo zamrlo. Hvala lepa. Zdaj bi pa mogoče nadaljevali se mogoče vrnemo v preteklost, mogoče pozabljamo vse prepogosto, da cepljenje je del našega življenja pravzaprav od rojstva ali pa od zgodnjega otroštva in da je v Sloveniji cepljenje obvezno. In to za številne bolezni, kot so davica, tetanus, oslovški kašelj, otroška paraliza in tako naprej, ošpice med drugim tudi. In da smo pravzaprav vsi cepljeni, razen redkih izjem. In tukaj bi zastavil vprašanje dr. Simonoviču, da mogoče vendarle osvetli malo širše, kaj je pravzaprav cepljenje v širšem smislu prineslo človeštvu ali pa našemu tudi v Sloveniji. Kakšna je bila situacija, če cepljenja ne bi bilo, in tudi imaš neko primerjavo z cepivi, ki se uporabljajo redno pri obveznem cepljenju, z temi cepivi, ki jih razvijamo zdaj oziroma uporabljamo pri COVID-19. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Seveda, cepljenja so se izkazala v zgodovini moderne medicine kot najučinkovitejši ukrep, s katerimi se lahko bojujemo proti nalezljivim boleznim. In po podatkih je vsako leto pravzaprav zaščitimo več kot 3 milijone življenj, torej samo življenj z programi cepljenja, ki potekajo po svetu. Vemo, da smo prav zaradi cepljenja uspeli izkoreniniti določene nalezljive bolezni, do sedaj v resnici le črne koze, in pa zelo se približujemo tudi izkoreninjenju vseh treh
oblik divjih povzročiteljev otroške paralize. Z cepljenjem, torej z enimi dobrimi programi cepljenja in z velikim deležem precepljenosti prebivalstva pa smo pravzaprav v naših krajih uspeli odstraniti nekatere povzročitelje nalezljive bolezni, predvsem lahko rečemo, se pri nas praktično ne pojavljajo več rdečke, ne pojavlja se seveda otroška paraliza, v resnici se nam ne pojavlja recimo tetanus pri novorojenčkih. Odkar imamo vpeljano cepljenje proti hemofilusu influence B, tudi ne zaznamo več primerov, niti smrtnih primerov okužb s tem povzročiteljem. Tako da ti programi cepljenja, rutinskega, sistematičnega pristopa k zaščiti prebivalstva so v Sloveniji pravzaprav že dolgo uveljavljeni. Lahko rečemo, da imamo že več kot 70 let trajajočo tradicijo cepljenja, izvajanja cepljenja. In kot je bilo že rečeno, nekatera cepljenja so trenutno v Sloveniji obvezna. Za otroke so to cepljenja proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, okužbam s hemofilusom influence B, proti otroški paralizi, torej za dojenčke, kasneje pa potem za otroke, ki dopolnijo 1 leto starosti, se k temu priključi še obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. V zadnjih letih pa vpeljujemo določena, torej prostovoljna, neobvezna cepljenja, ki pa potem pravzaprav otrokom pripadajo. Gre za cepljenje proti pnevmokoknim okužbam in za šolske otroke cepljenje proti torej okužbam, ki jih povzročajo humani papiloma virusi. To cepljenje je sedaj sicer na voljo le deklicam, vendar se v zelo kratkem času pričakuje, da bo na voljo tudi dečkom. Za zdravstvene delavce recimo, in za vse, ki obiskujejo po novem tudi študijske programe oziroma šolske programe, kjer se izobražujejo za bodoče zdravstvene delavce, je obvezno tudi cepljenje proti hepatitisu B. Kar se tiče učinkovitosti in varnosti teh cepiv, lahko rečemo, da ta cepiva, ki jih uporabljamo v rutinskem programu cepljenja, izkazujejo nekje med 80 do 95% učinkovitost. Kar pomeni, da v takšnem deležu so posamezniki zaščiteni, vkolikor cepljenje opravijo. Še večji pomen pa ima ena dobra precepljenost populacije na nivo pridobitve tako imenovane kolektivne imunosti. To pomeni, da so zaščiteni tudi tisti, ki cepljenja niso smeli opraviti zaradi morebitne kontraindikacije, ali pa tudi tisti, ki so se sicer cepili, vendar pri njih po določenem času morda ta zaščita po cepljenju nekoliko upada. Če sedaj povežem še ta cepljenja, rutinska cepljenja z zdajšnjim cepivom proti covidu, lahko ugotavljamo, da je ta učinkovitost cepiv po sedajšnjih kliničnih raziskavah približno primerljiva z cepivi, ki jih torej že vrsto let uporabljamo v programih cepljenja. In tudi varnostni profili zaenkrat ne kažejo nobenih zadržkov ali pa nekih recimo posebnosti, ki bi izkazovala kakršnekoli tveganja pri izvajanju tega cepljenja, ki smo priča sedaj in ga smo pričeli izvajati predvsem pri starostnikih, pri oskrbovancih domov starejših občanov in pa tudi zdravstvenih delavcev. Hvala lepa, doktor Simonovič. Zdaj pa vprašanje za profesor Štruklja. In sicer vprašanje je rekel osnovno, na kak način so se pravzaprav znanstveniki lotili izdelave cepiva za COVID-19? Govori se o novih tehnologijah, ki seveda niso čisto nove, pa vendarle prisotne šele nekaj let. Tu bi prosil za eno poljudno razlago, na kak način se je to cepivo razvilo, kakšen je mehanizem delovanja tega cepiva, kasneje pa se bomo dotaknili seveda tudi varnosti. Profesor Štrukelj. Hvala lepa za povabilo, hvala profesor Vogrinu za to moderacijo in na začetku naj takoj rečem, da sem vaš fan, dvakratni navdušenec. Res skratka sodelujem z Univerzitetnim kliničnim centrom v Mariboru na dva načina. Matjaž to ve, ena je bolj znanstveno-raziskovalni del, drugi pa ne nazadnje sem bil v vaših rokah, torej v rokah profesor Vogrina dvakrat, smučarske poškodbe in vedno znova in znova, veste, da smo zdravstveni delavci lahko zelo kritični, jaz pa lahko rečem samo čestitke in ker vem, da je tudi generalni direktor tu z nami, poslušal sem ga, kako je razlagal o cepljenju in o tem, kako morajo pravzaprav medicinci kot študentje, kasneje zdravniki, vsi zdravstveni delavci vedeti,
osnove in je zelo lepo povedal, kaj pomeni seveda cepljenje in nenazadnje je omenil tudi genska zdravila krisa, recimo tako, da počasi topimo tisti led. Zdaj, jaz imam pripravljen PowerPoint prezentacijo, pa ne vem, ali jo dam, pa gremo zelo na hitro skozi. Če ste za to, bom poskusil tole deliti z vami. Upam, da se bo, se vidi. Samo trenutek, da se to odpre. Bom šel nazaj. Na začetek. Zelo na hitro. Dr. Simonovič je zelo lepo povedal, kaj pravzaprav pomenijo cepiva in dobro veste, da je pravzaprav prvi oče nekako imunologije, Edward Jenner je že zelo zgodaj ugotovil, da nekaj se dogaja, ko se je dotaknil površine kože preskušanca. Tukaj etično ta zadeva ne bi šla skozi, bi te vzel sina svojega vrtnarja, čeprav je imel tudi svoje otroke, ampak kakorkoli že, skratka, ko se dotaknil oziroma ko je šel v podkožje z virusom kravih, ko je povzročil aktivacijo imunskega sistema in ta otrok je bil potem imun. Torej, skratka, to vidimo, da je bilo v začetku. O tem ne bomo govorili, kaj je cepivo in kaj so antigeni, ker ste strokovnjaki. Je pa seveda pomembno to, da pravzaprav imamo na ta trenutek v razvoju, kar se covida tiče, vse tole, kar tu piše. Skratka, razvijajo se tako po klasični poti cepiva, torej živa oslabljenja cepiva, mrtva cepiva virusni, potem so virusni delci, konjugirana cepiva in pa sodobna tehnologija. Čeprav rekombinantna cepiva niso zelo sodobna, jih imamo že recimo proti hepatitisu B in tako naprej, ampak če pogledamo vse skupaj, razen RNA in DNA cepiv, predstavlja to vnos antigena v naš organizem. In tisti trenutek, ko govorimo o vnosu antigena, vemo, kaj to pomeni, torej skratka tuj protein, ki ga razpoznajo celice imunskega sistema. No, glavni antigen, to že vse dobro poznamo, pri SARS-CoV-2 virusu je ta tisti konica, spike protein, drugače pa vedite, da je virus seveda ima še vse ostalo okoli in zato imamo tudi tukaj prisotne mutacije. Na današnji dan imamo 9 mutacij na S proteinu, in o tem mogoče malo kasneje. Virus se pripne na AC2 encim, torej na transmembranski encim, ki je povezan z angiotenzinom regularujočim sistemom in vkolikor pride do nastanka protitelesa ali po naravni poti ali po cepljenju, se ta protitelesa vežejo na S protein in preprečijo virusu vezavo na površino človeške celice. In to je pravzaprav to, popolnoma vseeno je, ali se cepimo z antigenom, ali pa prebolimo bolezen, v vsakem primeru bo virus tujek, ki ga razpoznajo antigen prezentirajoče celice, dendritične celice, delno tudi makrofagi, ki ga želijo tako razgraditi in predstavijo limfocitom B in limfocitom T, predvsem limfocitom T, ki zorijo, govorimo o celični imunosti in današnji članek, če ste gledali v New England Journal of Medicine, že pravi, da so limfociti te spominske celice tiste, ki nas bodo obvarovale na daljši čas, kar se tiče zaščite, torej da zaščita ne bo tako kratkotrajna pri covidu, kot smo se bali. No in seveda po določenem času nastanejo imunoglobulini M, najprej potem pa imunoglobulini G, ki so tista prava zaščitna protitelesa. Razvojna pot cepiv. Tukaj je profesor Bogrin ravnokar začel. Torej, ne glede na to, kakšna vrsta cepiva, je razvojna pot relativno dolga. Pri cepivih se veliko čaka in sicer je to konsekutivno. In tukaj ne bom šel v podrobnosti, ampak če si pogledamo recimo naslednjo sliko, da ne bom predolgo časa zgubil, no mogoče še to, klasična pot cepiv je tudi dolga. Recimo viruse, če govorimo o virusnih cepivih, gojimo lahko na celičnih kulturah ali pa na oplojenih kokošjih jajcih, kjer potem iz alantoične tekočinice odvzamemo koncentrat virusov, torej to traja dolgo časa, potem ga je treba standardizirati, primerno pripraviti in to traja lahko res leta. In vidite, da imajo taka konvencionalna cepiva, imajo običajno še adjuvanse, torej snovi, ki povečajo aktivacijo imunskega sistema, ali je to aluminij, ali so to svaleni, imamo še druge dodatne snovi. Vemo pa seveda kot strokovnjaki, kot zdravstveni delavci, da cepiva ne vsebujejo nanočipov, rakavih celic, reprogramiranih genskih sistemov, torej to so vse teorije zarot. Ali so cepiva učinkovita? Zelo lepo je dr. Simonovič povedal, tu lepo je ta čista majhen izsek
v ZDA, obolevnost in smrtnost zaradi nalezljivih bolezni. Na levi strani imamo bolezni, potem vidite obdobje pred cepljenjem, koliko je bilo obolelih in koliko mrtvih, in po cepljenju. Torej, učinkovitost absolutno zelo visoka. Kako je pa z varnostjo? Vsa cepiva imajo neželene učinke, tako kot vsa zdravila. Vendar je tukaj bodo morali epidemiologi spremeniti tisto osnovno doktrino nastanka neželenih učinkov, oziroma definicije neželenih učinkov. Lokalni učinek, rdečina, bolečina, oteklina, rubor, dolor, kalor, to smo se učili na patofiziologiji, to ni neželen učinek. To samo pomeni, da je imunski sistem prepoznal tuj antigen in ga začel pač predstavljati. In zato imamo tukaj migracijo proinflamatornih citokinov, imamo migracijo kemokinov in vseh celic, ki gredo na mesto, kjer je prišlo do vboda. Jasno, telo, organizem misli, da je v telo prišel tujek in zato prihaja do te migracije. Sistemski pa so lahko prisotni in mi smo zdaj zelo presenečeni z novimi cepivi, kako, govorim za novo tehnologijo, kako relativno malo neželenih učinkov je in lahko rečemo, da so bili vsi tisti sistemski učinki, ki smo jih videli pri klasičnih cepivih, ki se ravno tako razvijajo še naprej, skratka so hujši. No, in če pogledamo tukaj podatke, jaz ne bom šel v podrobnosti, leta 2012 smo s konvencionalnimi cepivi cepili približno 600,000, je bilo oddanih odmerkov in zelo malo neželenih učinkov, nobene smrti. Če primerjamo z navadnim beta-laktanskim antibiotikom, vidimo, da so neželeni učinki, recimo pri beta-laktamih, bolj pogosti, da ne govorimo o možnih alergijah in vsem ostalem, ali pa celo anafilaksiji pri večkratnem pridobivanju. No, kar se tiče pandemije, zakaj zdaj skozi govorimo cepivo, nova cepiva z novimi tehnologijami so bile hitro razvita. To seveda ni čisto tako, čeprav seveda tako zgleda. Gre namreč za to, da je šlo zdaj v tem primeru za prvič izjemno hitre odločitve farmacevtskih družb, ogromno sredstev, ki so dobili tako iz državnih kot tudi iz privatnih skladov, in pa naproti je prišla regulativa. EMA, Evropska agencija za zdravila in cepiva, 10 let sem tam deloval kot ekspert za cepiva in pa za biološka zdravila, je namesto 210 dni, kolikor ima pravice odločati, je zdaj skrajšala to na 70 dni, in pa dovoljena so združevanja kliničnih faz 1/2 in 2/3. No, in če to vidite tukaj schematsko, vidite, to je recimo ta klasičen razvoj in to res traja leta. V primeru pandemije, to, kar se zdaj dogaja, je pa vse paralelno. Praktično so se že začeli izdelovati cepiva in če se spomnite, je Evropska unija, še preden je bilo prvo cepivo odobreno, torej Pfizer, BioNTech, so že kupili toliko in toliko milijonov odmerkov. In pravzaprav vse se že dogajalo, še preden je bil first in human clinical part, torej prvi del narejen. Torej zato, da je tukaj zadeva tako zelo, zelo hitro. Ta trenutek imamo 82 cepiv v fazah kliničnega preizkušanja, v bistvu jih je tukaj že celo malo več, okrog 20 v tretji fazi in vidimo, da pravzaprav bomo kmalu prišli do tega, da bomo res lahko zbirali, katera bi lahko uporabili, glede seveda na podskupine. Zakaj so sedaj DNA in RNA cepiva tista, ki so prva? Ravno zaradi tega, ker je hitrost razvoja lahko izjemno hitra. Ni potrebno, praktično farmacevtska industrija nima stika z virusom. Genski material preberemo, vsak od nas to lahko dobi, na primernih straneh, ugotovimo zaporedje spike proteina, naredimo DNA ali RNA in smo že blizu tega, da lahko pripravimo cepivo. To, da je ta tehnologija uporabljena že nekaj časa, v veterini imamo RNA in DNA cepiva že na 3 nivojih, že v 3 cepivih, in pa za leta 2013 so tehnologijo začeli razvijati proti virusu eboli in ziki, vendar ni šlo potem do registracije iz večjih razlogov, ne zaradi varnosti. In pa seveda ogromno novih, torej izjemno veliko strokovnjakov, laboratorijev, tukaj govorimo o vložkih nekaj 10 milijard. To je pa mogoče glavna shema, ki sem jo hotel prej pokazati, kako delujejo DNA in pa RNA. Pa gremo najprej na informacijsko RNA. Informacijska RNA je izjemno nestabilna, to je enovijačna RNA, ki jo lahko sintetiziramo ali pa uporabimo tako imenovano in vitro transkripcijo. Torej delamo vse v fermentorju, v nekih posodah. Ker je zelo nestabilna, jo moramo obdati z maščobnim plaščkom.
Ta maščobni plašček je sestavljen pri obeh cepivih enako, tako Pfizer kot Moderna, 4 ali 5 lipidnih komponent, med njimi je holesterol in pa fosfatidilholin. Zakaj? Prvič zaščiti to molekulo, drugič pa seveda ne pride do internalizacije. Ta maščobni plašček omogoča internalizacijo z membrano sesalske celice, to pomeni človeške celice, in vstop informacijske RNA takoj v tisti mehanizem, ki se stalno dogaja. Vsaka naša celica sintetizira lastne beljakovine in za sintezo lastnih beljakovin potrebuje vsaka celica informacijske RNA. Nekaj tisoč različnih in ta se pomeša med ostale messenger RNA, ne gre v jedro, gre na ribosom, nastane protein, virusni spike protein, ki ga celica še nič ne spozna kot tujega. Ker ima tukaj tako določeno signalno sekvenco, gre ta protein iz celice ven, ta trenutek, pa ga imunski sistem, torej antigen prezentirajoče celice, ugotovijo, ti pa nisi naš. In ga predajo limfocitom B in T. To je podobno kot pri rakavih celicah. Prerakave celice se neprestano uničujejo z našim imunskim sistemom in na nek način se pač poznajo kot tuje. Torej, tuje celice, tuji proteini, tuji antigeni se uničijo. Kako je pa za DNA cepivo? DNA cepivo imamo dve vrsti. Eno imamo lahko plazmidno DNA, to razvije profesor Jerala, nekoliko smo tudi mi tukaj zraven udeleženi. Torej, skratka, DNA je v takem bakterijskem plazmidu. Bakterijska DNA sama po sebi pomeni trigger, zato ne potrebujemo nobenih adjuvansov, ali pa vzamejo kot nosilec, kot vektor, nenevaren virus. V tem primeru so to adenovirusi. Vi veste, da adenovirusi povzročajo rahle prehlade in da 90% adenovirusov ne povzroča nobene patologije. Torej, mi si jih dnevno izmenjujemo, pa sploh ne vemo, da smo si jih izmenjali. No in AstraZeneca ima tukaj šimpanzi modificiran virus, vsi ti virusi pa imajo varnostno kodo, da se ne morejo replicirati, ko enkrat pride v celico. To je pomembno, da se ne replicirajo, skratka samo vstopijo, vnesejo genetski material v celico, ko se veže na površino. Gamaleya inštitut ima dve vrsti adenovirusov, AD5, AD26, torej skratka, pa Kitajci tudi nekaj takega delajo. Kaj se pa tu zgodi? Tu pa DNA mora priti v jedro, ampak se ne dotakne kromosomov. Skratka, adenovirusi in DNA adenovirusov nimajo možnosti vstopa v genom. Torej, ni nobene nevarnosti, da bi prišlo do reprogramiranja genoma in tako naprej. Kateri virusi pa imajo to možnost, to so retrovirusi, torej herpes simplex in tako naprej. Zato so adenovirusi varni. No, nastane informacijska RNA in ta zopet gre po istem mehanizmu. Torej, kakšna je razlika med DNA in RNA cepivi? RNA cepiva takoj vstopijo na ribosom in takoj nastane protein. DNA cepivi pa morajo iti v jedro, morajo priti do prepisa iz DNA v RNA in pol naprej. Tako, to je ta osnova, kako deluje, in jaz bom zdaj to preskočil in grem samo na še to. Tole se dogaja sedaj. Toliko različnih farmacevtskih biotehnoloških družb po celem svetu razvija cepiva. Od tule dalje spodaj, to so vse klasične poti in zato gre zelo počasi. Torej, imamo tako inaktiviran virus, imamo virusne delce. Vsi tisti, ki so pa pohiteli, pa vidite, da delajo z novimi tehnologijami, DNA in RNA. Praktično so vsi usmerjeni na S-protein in tukaj so faze in vidimo, da imamo v Evropi odobrene že 2 cepivi, tretjo pa naj bi bilo AstraZeneca 29. januarja, če bo vse posrečeno. Tako da to bom zdaj tudi preskočil, katerim skupinam so namenjene, to že vse dobro poznate in ste strokovnjaki, režim cepljenja, to obvladate že v praksi, za kar sem zelo vesel in res Maribor je taka svetla točka, kar se tega tiče. In bom kar zaključil. Skratka, zelo velika varnost je zagotovljena zaradi neodvisnih, prvič, največje širine kliničnih študij. Nobeno cepivo doslej ni imelo po 40.000 preizkušancev v tretji fazi razvoja, ravno zaradi novih tehnologij. Tehnologija je preverjena, informacijska RNA se takoj razgradi in tukaj lahko rečemo, da je to najbolj varen na nek način cepljenja, saj v telo ne damo antigen. Kaj se zgodi, če damo v telo antigen na kakršenkoli način? Ja, takrat aktiviramo proinflamatorni sistem in je seveda odgovor organizma je lahko vročina. Pri kroničnih bolnikih z vnetnimi boleznimi lahko prihaja do večje količine nastanka interleukinov. 12, 23, 17, to se poznamo, TNF alfa in poslabšanje bolezni, enako pri multipli sklerozi.
Z novimi cepivi, z novimi tehnologijami, DNA in RNA, pa ni temu tako. Tako da jaz bom zdaj tukaj končal in Matjaž vrnem nazaj za kakšno vprašanje. Lepa hvala za odlično prikazan mehanizem. Imam mogoče kdo kakšno pripombo, komentar na izvajanje profesor Štruklja? Če ne bi potem jaz nadaljeval, vprašanje varnosti je seveda na prvem mestu. Prvi zakon v medicini je primum non nocere, je skratka najprej ne škoduj in to je osnovno vodilo, tako da bi mogoče se tukaj vendarle malo dalj zadržali. Vprašam najprej direktorja, profesor Frica, ki se tudi s tem ukvarja na teoretičnem nivoju, da mogoče on komentira varnost cepiva iz svojega zornega kota, potem pa bom profesor Štruklja prosil tudi za njegov komentar dodatno. Mikrofon. Hvala lepa za povabilo. Kadar govorimo o varnosti ali o nevarnosti nekega cepiva, se seveda moramo vprašati, kaj sploh pod tem razumemo. Zdaj, za tiste, ki se ukvarjajo s cepivi, smo videli iz tega predavanja, to ni nobeno težko vprašanje. Tisto, kar pa lahko vidimo iz vprašanj, ki jih dobivamo tudi anonimnih, pa vidimo, da tisti, ki cepiv ne poznajo ali pa tisti, ki molekularne biologije ne poznajo, varnost ali nevarnost razumejo povsem drugače. Skratka, strokovnjaki lahko rečemo, da so cepiva varna, mRNA cepiva ena najvarnejših cepiv doslej sploh. Laiki bodo pa seveda trdili nekaj povsem drugega. Zdaj lahko, da je pri njih to iracionalen strah pred vnosom vsake tuje snovi v telo. Običajno pa vidimo, da se za tem iracionalnim strahom pa vendarle skrivajo nekatere trditve. Zdaj, nekaterih je strah, da so cepiva sama po sebi strupena, tako kot recimo klasični strupi kot arzenik. Nekatere je strah, da se v cepivih nekaj skriva, kar nam bo povzročilo nekaj, kar pač sami še ne poznamo. Potem pa največ očitkov, ki sem jih lahko prebral pod tem iracionalnim strahom, je seveda to, da cepivo spreminja dednino. Potem pa smo slišali, in seveda take trditve imajo veliko vpliv, da cepivo pri ženskah, to sodobno cepivo mRNA, povzroča sterilnost, kar je najbrž izhajalo iz napačnega prevoda imunološkega pojma, imunska sterilnost, ki pomeni, da tisti, ki je cepljen, virusa ne prenaša, in pa ta večna mantra, ki jo lahko poslušamo, da cepivo spreminja dedno zasnovo telesa. Zdaj, če se pri tej zadnji ustavim, moram reči, da ob takšnih ali drugačnih primerjavah, razlagah, zgledih in modelih je to zelo težko razložiti tistim, ki nimajo niti minimalnih osnov molekularne biologije, ker je zelo težko jim razlagati, kakšne so razlike med DNK, med RNK, med recimo tako imenovano mRNK in pa, kar je povedal profesor, recimo kakšna je razlika med retrovirusi ali pa med recimo vnosom preproste mRNA v celico. Tistim, ki nimajo sploh nobenih osnov, je to sila težko razložiti. Če se vrnem na prvo trditev, tisti, ki imajo bojazen, da je cepivo recimo strupeno ali pa da povzroča včasih v preteklosti, smo lahko slišali seveda kvazi znanstvene trditve, da cepiva povzroča avtizem. Pri mRNA cepivih gre za eno najbolj varnih cepiv, kar smo jih doslej sploh ustvarili, tudi ko gre za učinkovine v sami, bom rekel, tekočini, ki mRNA stabilizira. Ni med njimi niti ene take, ki bi na kakšenkoli strupen način vplivala na telo. Sama mRNA tudi ne vpliva na dednino na nikakršen način, ustavi se v ustroju celice, v jedro sploh ne prodre in tam, ker prenaša zgolj sporočilo, napravi delček virusa, na katerega se, ko ga celica izloči, imunski sistem odzove. Teže je tistim, ki ne poznajo osnov molekularne biologije, razložiti, da to nima nikakršnega vpliva na dedno zasnovo, ali pa pogosto, ko obrnemo, rečemo, prav, če bi bilo to tako preprosto vplivati na dedno zasnovo, potem poznamo primer celic, ki izgubijo nadzor nad svojo DNK, to so rakave celice, in če bi pri rakavih celicah lahko vplivali na dedno zasnovo, bi bili vsi strašno veseli, ker ne bi rabili ne našega onkološkega oddelka, pa ne onkološkega inštituta. Skratka, če se bomo to enkrat naučili, kako in na kakšen način to narediti, potem bo mogoče o tem razpravljati. V tem trenutku, tudi če si želimo,
pri odraslem človeku zelo učinkovito na dedno zasnovo ne znamo vplivati, ne glede na številne raziskave. Mogoče se zaustaviti samo še pri tem resničnih medicinskih učinkih, o katerih je govoril že dr. Simonovič ali pa v prejšnjem predavanju tudi. Seveda vsako cepivo lahko in mora povzročiti odziv imunskega sistema, del tega odziva so lahko alergijske reakcije, ki jih pa poznamo pri vseh cepivih, pri tem cepivu, mRNA cepivu smo jih tudi videli. Seveda se lahko bolj pogosto pojavijo pri tistih z znanimi alergijami, ampak tudi pri tistih, ki doslej alergij niso imeli. Je pa še nekaj seveda odprtih vprašanj, ker cepivo dokazano izzove imunski odziv, kako vpliva na recimo tiste, ki imajo imunsko oslabljen sistem, ali pa na starostnike, ki so polimorbidni, ki imajo več spremljajočih bolezni. Bi se pa ustavil za zaključek še enkrat pri izrazu imunska sterilnost, ki je bil napačno preveden, celo en zdravnik ga je napačno razlagal. Imunska sterilnost pomeni, pa naj me dr. Simonovič popravi, če se motim, to, da po cepljenju virusa več ne prenašamo. Nikakor pa ne pomeni, da smo po cepljenju sterilni, bodisi žene, mamice se bojijo tega, so se bale tega izraza, lahko bi bili pa sterilni, seveda tudi, bi bil lahko sterilni tudi moški spol. Skratka, na plodnost ne vpliva, nekaj odprtih vprašanj pa še ostane, kakšen je odziv imunskega sistema pri starostnikih, tistih čez 80 let, ki so polimorbidni, ki imajo hude spremljajoče bolezni, kjer zanesljivo vemo, da se imunski sistem odzove, ne vemo pa prav dobro, kakšen je učinek na tiste spremljajoče bolezni. Ampak pod črto iz laičnega zornega kota ali pa seveda tistim strokovnjakom, niti ni treba tega poudarjati, mRNA cepiva so ena izmed najvarnejših cepiv doslej, v njih ni virusa, ni kakršnega koli drugega nevarnega delca in ravno zaradi teh cepiv mogoče optimistično zreti bodočnost. Celo napovedujejo v BioNTechu, da bodo poskušali na isti tehnologiji najti tudi nekatere učinkovine proti raku, kar pomeni, da se bodo te stvari izjemno hitro razvijale, sedaj, ko je tehnologija na razpolago, in sem seveda vesel, da se znanost zelo hitro razvija v to smer in kar se tiče mojega pogleda tako varnega cepiva, pa sem se že cepil z marsikaterimi cepivi, dr. Simonovič ve, ne samo z otroškimi, tudi kasneje, tako varnega cepiva doslej še preprosto nismo imeli. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za to mnenje, predstavitev svojega mnenja. Mislim, da je to vprašanje dejansko najbolj pomembno, ali je cepivo varno ali pa na prvem mestu zelo pomembno. In odgovorili smo seveda že na nekaj vprašanj, zastavlja se tudi vprašanje zelo hitrega razvoja tega cepiva, to je tudi že profesor Štrukelj povedal. Seveda pa velika večina ljudi, govorim lahko 99,99% populacije, ni molekularnih biologov in ljudi, ki bi se spoznali na genetiko. Zato je zelo pomembno, da se zanesemo na mnenje kredibilnih strokovnjakov, ki so sposobni in pripravljeni deliti svoje znanje za nami. Skratka, v nekem trenutku, ko človek sprejema odločitev, ali se bo cepil ali se ne bo cepil, se lahko zanese seveda na časopisne članke, na mnenje frizerke ali pa prijateljice, ali pa na mnenje priznanih, kredibilnih, verodostojnih strokovnjakov, in to je odločitev, ki je na vsakem od nas. Kar se pa tiče stranskih učinkov ali pa morebitnih negativnih učinkov, pa seveda nekaj izkušenj že imamo tudi v naši bolnišnici. Mogoče, dr. Knezova, predstavite, več kot 1000 ljudi smo že cepili, ali so se pojavili kakšni stranski učinki pri tem? Povem pa še profesor Štruklja prosil, da pove, kakšni so stranski učinki, ki so ugotovljeni na globalnem nivoju, tukaj pa vendarle že več milijonov cepiv bilo uporabljenih. Ja, neželeni učinki so se pojavili. En del gre več, v bistvu večinoma grejo v tisto kategorijo, ki je profesor Štrukelj omenil kot cepivo pri delu. Torej, jasen odraz, da gre za imunski odziv in pravzaprav nekak viden dokaz, kako cepivo deluje.
največ teh neželenih učinkov oziroma manifestacije imunskega odziva se prikaže pri mlajših zaposlenih oziroma pri mlajših cepljenih in tudi potem pri drugem odmerku. Nekako v tej smeri so šle tudi naše izkušnje, ko so nas zaposleni obveščali o svojih občutkih oziroma dogodkih po cepljenju. Seveda so se pojavljale tudi pri nekoliko izkušenejših naših kolegih, ki pa mislim, da so mladi po duši. Predvsem je šlo to za bolečine na mestu vboda, lahko je bolela tudi roka, rama v celoti, kakšna rdečina, zatrdlina in pa sistemski odziv z vročino, glavobolom, mogoče občutek, kot da gre za neko virozo, torej še zraven bolečine v mišicah. In pa potem, ko smo cepili z drugim odmerkom, so na urgenci se lepo zbrali in nam kar nekaj sporočil napisali, kaj se je dogajalo. Tako da recimo, če kar enega preberem, iz urgence, naslednji dan huda viroza, v narekovaju z glavobolom in slabim počutjem, potreben je bil energetik, potem afebril, dan kasneje popolnoma BP. In večinoma grejo vse na to temo, kar je povsem v skladu z tistem, kar piše v literaturi zaenkrat. Če pa govorimo o hudih neželenih učinkih, teh nismo zaznali. Nekatere naše kolege smo zaradi podatka o predhodni anafilaktični reakciji ali pa hudi reakciji na intravenozno terapijo cepili pod nadzorom. Tu so nam pomagali zaposleni na urgentnem centru. Na ta način smo cepili 21 zaposlenih v petek, nismo opažali. Tudi pri njih je cepljenje potekalo gladko, tudi po cepilni potek je šel gladko. Zaenkrat so učinki takšni, kot jih opisujejo, torej večinoma gre za prikaz cepiva na delu, če tako rečem. Ok, skratka, nekaj imamo v naši bolnišnici. Zdaj pa bi profesor Štruklja prosil, da mogoče predstavi sistematičen pregled stranskih učinkov večmilijonskih aplikacij cepiva globalno. Hvala lepa. No, zelo dobro ste nekaj opazili. Gospa Lea Knez je to lepo povzela. Zanimivo je, da mladi z novimi cepivi, torej RNA cepivi, da imajo mladi močnejši odziv, predvsem po drugem odmerku, kar je spet pričakovano, ker govorimo za tako visok odstotek učinkovitosti, govorimo o 95%, to pomeni, da je aktiviran celoten diapazon imunskih celic in vsega ostalega in to je čisto normalno. Kar se tiče imunokomprimirajočih oziroma tistih, ki imajo imunosupresive, verjetno ne moremo pričakovati, da bo učinkovitost tako visoka, ravno tako pri mogoče starostnikih, ampak še vedno, če primerjamo to z cepljenjem za sezonsko gripo, kjer smo zelo veseli, da dosežemo 50% učinkovitost, potem so to res dobre številke. Zdaj, kaj se je na globalni ravni opazilo? Anafilaksije manj, kot bi pričakovali, je pa velikokrat po prvem odmerku pri tistih, ki so zelo alergični na splošno, ali hrana, ali določena zdravila in tako naprej, se pojavi tahikardija in to pripisujejo bolj občutku oziroma strahu, kaj bo, ker se cepi z novo tehnologijo. Zato vsem tistim svetujemo, če vnaprej izrazi, da je alergičen na beta-laktame, da je alergičen na hrano in tako naprej, da je v cepilnem mestu še nekaj časa prisoten. Skratka, da se ga pomiri in se ga opazuje. Vkolikor bi res mogoče kdaj prišlo do tahikardija, urtikarija, potem na koncu seveda bradikardija, če govorimo, da prihaja do reverznega učinka, potem se z drugim odmerkom tak naj ne bi cepil. Zdaj pri 4 posameznikih so pri Pfizerjevem cepivu opazili delno parezo obraznega živca, ampak je bila reverzibilna, skratka po nekaj dnevih je izvenela. Takim so dajali tiamin, torej kot eno vrsto pomoč. Ne vejo zakaj. Zakaj ravno pareza obraznega živca. In opazili so, da so pri 3 od teh 4, da so bile to ženske, ki so imele posege, lepotne posege,
in je mogoče, da so te lipidni delci, ki so praktično, da vodijo do dotika, mogoče kakšnih ubrizgavanj ali silikonskih vsadkov, ali pa velikokrat tudi lastnega fibrina. Veste, da je to zdaj kar moderno, ne? Da pač si skratka naredimo fibrin, ki je naš lasten in zato ni nobenega imunskega odziva in napolnijo lička, ampak do tega je prišlo. 4 na 40 tisoč. To je zelo redko. Smrti direktno nobene, bile sta 2, ampak na srečo v klinični fazi pri Moderni in pri Pfizerju v kontrolni skupini, tako da dejansko presenečene na ta trenutek nad varnostjo. Dolgoročne varnosti še ne vemo, to moramo poudariti. Pri messenger RNA je ena teoretična možnost, da bi začeli vplivati na epigenetske spremembe. Ampak to je čista znanstvena fantastika ta trenutek. Namreč informacijska RNA ni dvojnovijačna RNA, torej ne povzroča tega RNA interference, ni sistema aktivacije Dicerja in tako naprej. Smo varni, ampak to je ena stvar. Druga stvar pri DNA cepivih ta trenutek je pa to. Adenovirusi so rahlo imunogeni. Zelo rahlo, torej v tem smislu rahlo, da ta šimpanzi modificiran virus, ki ga ima AstraZeneca, oziroma AD5, AD26, ko ga ima Gamaleja inštitut, bi lahko po večkratni aplikaciji povzročil torej rahlo povečano imunogenost, kar bi pomenilo zmanjšanje učinkovitosti cepiva, ampak to po nekajkratni aplikaciji. Zdaj mi ne vemo, ali bomo imeli ta dva odmerka in bo virus izvenel, to bi bilo idealno. Ali se bomo enkrat na leto morali cepiti in bi v tem primeru bo treba opazovati tistih, ki bodo imeli DNA cepiva, bomo morali po nekaj časa opazovati, ali prihaja do zmanjšanega učinkovanja. In vi vsi poznate biološka zdravila, monoklonska protitelesa, ki ne glede na to, ali so humana, humanizirana ali so chimerna, po določenem času začnejo izgubljati svojo moč, jasno pri kroničnih bolnikih, ravno zato, ker so rahlo imunogene. Tako da, okoli tega res varnost večja, kot smo mislili. Informacijska RNA je nestabilna, to sem že povedal, in tukaj je treba pri cepljenju paziti, torej čisto tako, da ne prihaja do mehurčkov. Unmute pa klikam. Halo? Ja, se slišimo še vedno? Bi zunaj sebe poslušal, ne morem jih poslušati. Halo? To je bilo, zdaj je že meeting. Lahko nadaljujem? Doktor Baklan, prepoznal sem te po glasu in prosim lepo, da izklopiš mikrofon. Profesor Štrukelj pa mu da besedo naprej. Hvala lepa. Torej, če pride do strižnih sil v cepilni igli, se mehurčki lahko odprejo in so ugotovili do 30% manjšo učinkovitost, zato ker tisti trenutek, ko messengerka zbeži iz mehurčka, je izgubljena za vstop v celico. Tako da s tem je treba ravnati res nežno. To je recimo tako opozorilo. Potem pa samo še 2 zadevi. Tako super je profesor Vogrin in profesor Flista povedala, običajni ljudje nimajo znanja molekularne biologije. Pred 12 leti, ko sem še delal v Londonu, je bila anketa in je bilo vprašanje, ali bi jedli paradižnike, če vsebujejo gene. To so na ulici spraševali. In polovico ljudi je rekla, to pa ne. Če so pa geni prisotni, potem pa paradižnika ne bom jedel. In vidite, kakšno nizko znanje je. In mi moramo s tem računati. In zato moramo res maksimalno se tudi, da laike poučujemo in da jim pokažemo primer, kaj in kako. Primer sestave, da so noter ne vem kaj, čip in tako naprej. A si vi predstavljate, ta trenutek je 20 družb, ki dela cepiva. In če bi ena družba naredila neko tako svinjarijo, bi vsi ostali vriskali od veselja, ker je to taka konkurenca, to je tako, kot je bil Volkswagen Gate, ne, torej skratka, tudi druge družbe so golfale pri dizlih, ampak so komaj čakale, da se je Volkswagen to zgodilo. Skratka, že iz tega vidika absolutno zaradi konkurence ne bo nikoli noter nekaj, česar ne piše. In tisti trenutek, ko je cepivo registrirano, je SMPC odprt. In vi vsi poznate SMPC, torej skratka pojasnilo o zdravilu, in tam pišejo natančno vse komponente, ki jih je tukaj zelo malo. In še čisto na koncu nekaj, Andrew Wakefield, verjetno ste slišali, dr. Simonovič gotovo ve, je pogolfal študijo, ki je hotel biti slaven in je povezoval avtizem z cepljenjem. 15 do 20 let približno smo rabili, da smo dokazali, da temu ni tako. 64 milijonov evrov je Evropska unija porabila za študije, ki je pokazala, da ne gre na ta način in odvzeli so mu, mislim, licenco, tudi ni več zdravnik, ampak
ena teorija zarote je dovolj, da je potem potrebno vse ostalo reševati. In jaz sem zadovoljen, dr. Pušenjak se je zmotil, ginekolog, ko je govoril o tej sterilnosti, on je hotel samo dobro, ga poznam in je popularen in je takoj popravil, na vso srečo, to je pa moj telefon, kar ne zvoni. Tako da skratka, to je tisto, kar je. In čisto na koncu ljudje potrebujejo ne samo varnost, ampak morajo imeti občutek, da bo cepiva zmanjkalo. Kar naenkrat se jih bo več hotel cepiti. Marija Terezija ni uspela prepričati ljudi, da bi jedli krompir, ker je to hudičeva rastlina, ker ima gomolje v zemlji in ni šlo na noben način. In potem je na Šembrunu dala zoratnik in njiv, posadili so krompir in so govorili, kako je to nekaj dobrega in vojaki so ga pazili. Seveda je ukazala po noči, da so se vojaki odstranili, da so lahko ljudje kradli ta krompir. No in na ta način se je potem krompir razširil, drugače se mogoče ne. Toliko o tem, enostavno naša naloga je enostavno prepričevati in povedati. Če bomo pa ugotovili, da kaj ni tako, bomo pa spet povedali na osnovi znanosti in tehnike. Hvala, Matjaž. V redu, hvala lepa. Zdaj imam čisto nekaj kratkih konkretnih vprašanj. Slišali smo, da je veliko število ljudi tudi v naši bolnišnici že prebolelo COVID in vprašanje je seveda, ali naj se ti ljudje ponovno cepijo, kdaj in zakaj? Mogoče dr. Simonovič, vaš odgovor. Ja. Poglejte, po preboleli okužbi se smatra, da se kljub temu pri večini razvije neka kratko do dolgotrajna, srednje dolgotrajna zaščita, vendar pa zagotovo je ta zaščita po preboleli okužbi lahko tudi slabša kot pa zaščita po cepljenju. In ker ne vemo, kako dolgo pravzaprav zaščita po preboleli okužbi posameznika ščiti pred ponovno okužbo, je trenutno konsens tak, da se vsem, ki so preboleli okužbo, svetuje, da opravijo tudi cepljenje. Cepljenje pri prebolevnikih lahko opravimo pravzaprav kadarkoli, ni tistega minimalnega intervala, ki bi ga morali počakati po preboleli okužbi, da bi lahko opravili cepljenje. Običajno seveda bi počakali, da se zaključi obdobje izolacije bolnika. Ker pa so poteki bolezni različno dolgi, pa zaenkrat velja priporočilo, da priporočamo, da se to cepljenje opravi od 1 do 6 mesecev po preboleli okužbi. Toliko namreč smo nekje, torej v obdobju 6 mesecev je večina ljudi, ki je prebolela COVID, zaščitena nekje pred ponovno okužbo. Večina pravim, pri nekaterih se lahko pojavi ponovna okužba tudi prej. Tako da v trenutnem obdobju tudi pomanjkanja cepiva, ko so, kot je bilo že danes omenjeno, pravzaprav potrebe po cepljenju večje, kot pa je torej na voljo cepiva, svetujemo oziroma nekje apeliramo, da osebe, ki so prebolele, morda počakajo 6 mesecev, da bi se najprej res pocepile tiste skupine, predvsem govorimo o teh najbolj izpostavljenih zdravstvenih delavcev, in pa mogoče bolj ogroženih, to so starejša populacija, ki COVID-a še ni prebolela. Tako da velja pa, vsi, ki so že preboleli COVID, bodo prav tako so kandidati za izvedbo cepljenja in kot rečeno, to obdobje 1 do 6 mesecev je nekje to varno obdobje, ko morda pri večini še lahko počakamo, potem pa zagotovo svetujemo tudi njim, da opravijo cepljenje. Skratka, navodilo je zelo jasno, vsi zaposleni, ki ste preboleli COVID, prijavite se pri dr. Knezovi in od nje boste dobili datum cepljenja, ki ga zelo svetujemo in je priporočljivo. Če dovoliš, lahko še nekaj dodam? Ja, izvoli. Ko govorimo o samem cepivu, je pomembno povedati to, kar se mi morebiti zdi, da še nismo izpostavili, ali boš vprašal. Po cepljenju so se začele pojavljati poročila, da so se ljudje okužili. Potrebno je povedati, da pri tem cepivu, pa ne samo pri tem, imunski sistem potrebuje nekaj časa, da vzpostavi, če temu smemo reči tako, celotno obrambo. Ta priprava ali pa seveda dozorevanje imunskega sistema, če smem temu tako reči, lahko traja tudi do 14 dni. In v tem obdobju se seveda lahko okužimo, če nismo pazljivi ali pa če ne spoštujemo zaščitnih ukrepov. Tako da to je zelo pomembno, ker ljudje potem mislijo, dobro, cepil sem se, zdaj sem se pa okužil, cepivo ne deluje. Cepivo telo potrebuje nekaj časa, da vzpostavi imunski sistem na tisto raven, ko se je virusu sposoben upirati in to traja približno lahko tudi do 14 dni. Ja, pa ne samo to, to je popolnoma pravilna trditev, ne samo to, cepivo vendar ni 100% zanesljivo, je zanesljivo samo nekje med 90 in 95%, me strokovnjaki popravijo in tudi to omogoča pravzaprav v 5% do 10%, da se ljudje, ki so se cepili, vendarle okužijo.
Profesor Štrukelj, mogoče vaš komentar tukaj? Zelo se strinjam z vsem tem, kar bo rečeno. Absolutno seveda drži, po drugi strani moramo pa tudi vedeti, da dejansko je bil tisti, ki se je cepil, lahko že pravzaprav ali bil asimptomatski, ali je bil pa mogoče v prvih 2 dnevih po cepljenju v stiku in je čisto jasno. Virus potrebuje svojih 5,5 dni, inkubacijska doba, vedno krajša je, to vidimo z novimi mutacijami, prej je bila daljša. Cepivo po prvem odmerku imamo približno 450% učinkovitosti, kar je še malo, potem pa 95%, tako da absolutno vse drži, ampak na ta način lahko rečemo, cepivo ne samo, da ne more povzročiti bolezni, ker ljudje se to bojijo, ta cepiva ne more povzročiti virusne bolezni, zato ker pač nimajo virusa, ker imajo samo genetski material, in to je še ena dodatna varnost. In ko sem že pri besedi, Matjaž, ravno te nove tehnologije vidimo, kako so pomembne pri mutaciji virusa. RNA virusi, enovijačni, kot je tudi korona, zelo hitro mutirajo, ker nimajo reparacijskega mehanizma. RNA nastane, ni tega reparacijskega mehanizma, kot imamo pri DNA molekulah, dvojnovijačnih in tako naprej. In skratka, kaj to pomeni, čim nastane ena mutacija, ki je za virusa ugodna, ta bo prevladala in bo šla naprej. In cepljenje, žal, tukaj moramo reči žal, cepljenje je selekcijski pritisk. Dokler nismo imeli cepiva, se je virus dobro počutil, tako kot je. In s cepljenjem dobivamo protitelesa in to je za virus selekcijski pritisk, da se bo še hitreje poskušal mutirati in se izognil temu. Tako da na srečo z novimi tehnologijami, tako Moderna kot Pfizer, že vgrajujejo te mutacije. Recimo ta zadnja mutacija na 501, to je na tistem mestu receptor binding site, ki se veže na AC2, je iz asparagina mutiral v arginin in skratka se že vidi. Je že problem, skratka se že močneje prime. Tako da, ja, tukaj je stalno borba med enim in drugim in zato te nove tehnologije pravzaprav omogočajo hitro spremembo genskega materiala, in ga spet lovimo naprej. Pa še enkrat, SARS in MERS sta izzvenela, ne vemo kako je, ne vemo zakaj, ampak dajmo biti optimisti, pa upamo, da bo tudi tega koronkota počasi minilo nas napadati. Ja, hvala lepa. Zdaj pa počasi se približujemo koncu, nismo še zaključili. Bi pa opozoril, precejšnje število je prisotnih na tem predavanju, da imajo vsi, ki sodelujejo, možnost zastaviti vprašanje, bodisi v obliki klepeta, skratka chat na desni strani, ali pa da dvignejo rokico. Skratka, nekaj vprašanj bomo dovolili. Bi pa zdaj želel še enkrat zastaviti vprašanje, ki se mnogokrat pojavlja. Omenili smo že ginekologa, ki je napačno interpretiral imunost. Eksplicitno zastavljam ponovno vprašanje, ali ženske, ki želijo zanositi, so noseče ali dojijo, so primerne za cepljenje, ali je cepljenje za njih kakorkoli nevarno? Profesor Štrukelj. Ja, glede doječih mater, ali pa bova kar obe kategoriji vzeli. Enostavno klinične študije ne vključujejo ne doječe matere, ne nosečnice. To je etično pravilo in dokler ni dovolj rezultatov, se pravi tako ne svetujemo. Vendar pri doječih materih ne vidimo nobenega problema. Skratka, prehod v mleko je tukaj pravzaprav ni, kajti informacijska RNA tako izveni. Torej, skratka, mislimo, da ni problema, smo prepričani, vendar pač v navodilih piše tako, torej SMPC pravi doječim materam ne. Kar se tiče pa nosečke, to je pa stvar lečečega zdravnika, ginekologa in pogovora. Če se zdravnik odloči, da je prednost cepljenja večja od tveganja, katerega ne poznamo, namreč ravno zaradi tega, ker imamo te nove komponente v teh lipidnih mehurčkih, sta obe družbi naredili ne samo v predkliniki študijo imunogenosti in študijo distribucije, ampak tudi teratogenosti in genotoksičnosti. In nobena od teh komponent ni ne genotoksična, torej ne vpliva na plod, in ni teratogena, torej ne vpliva na razvoj organov v prvem trimesečju. Kljub temu pa, in veste, da imajo nosečnice relativno dober imunski sistem, seveda, če nimajo kakšnih protivnetnih učinkovin zaradi kroničnih bolezni, pravzaprav mogoče bo šle lažje skozi, zato pravimo, da v redu, nosečnice naj ne bi. Če pa se pokaže, da poznate primera, ko je nosečnica umrla, ko je bila okužena z covidom, mislim, da v ljubljanski bolnici, če se pokaže, da je pa večja prednost cepljenja, potem bi pa lahko tudi ni.
Hvala lepa. Tu se pojavlja vprašanje. Eno vprašanje opazimo tudi veliko število okužb pri onkoloških bolnikih. Kako je s cepljenjem pri njih? Vprašanje meni namenjeno, ja? Ali pa mogoče komu drugemu. Ja, glejte, pri onkoloških bolnikih je zdaj zelo pomemben seveda, kakšen onkološki bolnik, kaj je bila terapija. Vsaka kemoterapija in vsaka radioterapija zmanjšuje, vsi poznamo nevtropenijo, torej skratka, pa niso samo nevtrofilci, zmanjšuje število, potem imamo trombocitopenije prisotne pri zdravljenju in vse ostale, torej skratka zmanjšuje aktivnost imunskega sistema. Zato cepljenje absolutno ja, z novimi cepivi so nežne, ni nobene interakcije tudi z obstoječim zdravljenjem, moramo pa vedeti, da bo verjetno učinkovitost pri teh bolnikih slabša. Torej, koliko slabša ne vemo, odvisno v kakšni fazi so. Ali so recimo po 2-3 ciklih kemoterapije, če imajo kemoterapijo, potem imamo, veste, da imamo takoj zraven filgrastim, ravno zato, da povečamo število nevtrofilcev in popolnoma jasno je, da njihov imunski sistem je kompromitiran in cepijo se lahko, učinkovitost je povprašljiva. Morda tu še eno vprašanje, če dovolite. In sicer, ali smo v primeru cepitve in kasneje, ko se pri nas imunski sistem že odzove na cepljenje, lahko kliconosci? Tega še ne vemo, študije potekajo. Teoretično ja, zato ker protitelesa seveda, ko nastanejo, ščitijo služnične dele, tukaj imamo recimo tudi IgA-je, ki jih nismo omenjali, ampak te imajo manjšo zaščito, ampak v vstopu v dihalne poti pa je teoretično možno, da se virus prime in da se nekoliko razmnoži, vendar ne bo šel naprej. Mi bomo mogoče asimptomatski, ampak teoretično možno pa je, da bi takrat lahko raznesli virus naokoli. Ni pa še jasno, to je zelo pomembno vprašanje in ga raziskujejo naprej. Ja, to je zelo umestno vprašanje, namreč naše obnašanje po cepljenju, ali še uporabljati maske in vse druge zaščitne ukrepe ali ne. V redu, jaz bi pravzaprav počasi zaključil, ker se predvideni čas izteka, bi pa vsem predavateljem zastavil še eno vprašanje. In sicer, ali bo to cepljenje, ki ga izvajamo, spremenilo naše življenje, koliko populacije mora biti precepljenje in kdaj pričakujete, da se bo to zgodilo? Mogoče dr. Simonovič prvi. Ja, poglejte, glede na to, da imamo ljudje samo 2 možnosti v poteku te epidemije, ali sami zbolimo za to okužbo ali pa se cepimo, bo zagotovo cepljenje eden izmed pomembnih dejavnikov, da se čim hitreje pravzaprav večina populacije seznani z tem virusom, razvije neko določeno nivo zaščite in da samo na tak način lahko potem pravzaprav zmanjšamo to breme širjenja v populaciji in je stvar, ki nam bo zagotovo najhitreje pomagala k vrnitvi k čim bolj normalnemu življenju, ki smo ga bili navajeni predhodno. Ja, profesor Štruklj. Ja, tako, zdaj od teh precepljenosti je od bolezni do bolezni različno. Če bi govorili pri ošpicah je 60% majhna, rabimo tam 85, dr. Simonovič ali pa še več. No, tukaj je pa ena meja postavljena na minimum na 60, bolj v smislu zmanjšanje epidemioloških pogojev, ne pa, da bo virus čisto izvenel, ampak tukaj moramo dati skupaj vse, tiste, ki so se cepili in tisti, ki so po naravni poti preboleli. Torej, to imamo zdaj, Slovenci gremo proti 10% po naravni poti prebolelih, pa če se bomo še 50% cepili, smo že veliko naredili. Kar je zanimivo pa, da eno stvar smo pa pozabili v tej borbi, seveda cepljenje je super, ga zelo podpiram, so zdravila. In zdaj smo dobili kolegi na Fakulteti za farmacijo nove podatke o Ivermektinu. Ivermektin je zelo, zelo obetajoče staro zdravilo, ki je sicer antelmintik, uporablja se proti parazitom, bistveno bolj učinkovito kot je hidroksiklorokin, za katerega smo tudi mislili, da bi pomagal. Tukaj grejo študije naprej, mogoče bomo imeli pa kombinacijo. In to je bilo idealno za tiste, ki recimo odsklanjajo cepljenje, cepljenje mora biti prostovoljno, bi bilo idealno, da bi se vsaj s tem lahko pomagali. Vendar klinične študije za COVID niso končane, je pa to zdravilo varno, ker je staro, ker se uporablja kot antelmintik
in mogoče bomo imeli v 2 mesecih že mogoče celo provizorično odobritev strani EME. Ne vemo pa še. S tem bi tudi končal. Hvala lepa, profesor. Še bi prosil direktorja mogoče za zaključno misel. Cepljenje je edini izhod iz te, lahko rečemo, nočne more, ki se vleče že skoraj da 1 leto. Dokler cepiva primanjkuje, seveda so potrebni hkrati tudi zaščitni ukrepi, ki jih ne smemo opustiti. Zdaj, kolikšen delež prebivalstva pa mora biti cepljen, je pa že povedal predhodni predavatelj. Odvisno od tega, koliko ljudi je dejansko COVID prebolelo, tudi tisti asimptomatski, za katere ne vemo, tako da ta odstotek, ta ocena je pa sila različna in vsaj z mojega zornega kota si želimo, da bi celotna Evropska unija, namreč vedeti moramo, da če bo cepljena samo ena država, to ne bo prav veliko pomagalo, ker bo žepi žarišča ostala. Cepljenje mora biti v dovolj velikem obsegu, ne samo zgolj v celotni Evropski uniji, ampak tudi po celotnem svetu. Potem bo breme, ki ga vsi čutimo, predvsem tisti, ki delamo v zdravstvenih ustanovah, zmanjšano. Gre predvsem za to. Najbrž se tega virusa res nikoli ne bomo rešili in bo pač recimo postal endemski, ampak vsaj tistih hujših oblik bolezni več ne bomo srečevali in se lahko vrnemo v nekaj, karkoli pač že razumemo pod normalno življenje. Brez cepiva tega ne bomo dosegli. Hvala lepa. Še dr. Knezova. Če se kar navezujem na mnenje profesor Flisa, težko si predstavljam, kako bi obvladali respiratorni virus brez cepiva. Nažalost, ni to virus, ki bi bil podoben svojim sorodnikom, ki povzročajo pač navaden prehlad. Tako da cepljenje absolutno je edini način, tudi ob morebitnih in bodočih zdravilih, ki v bistvu nastaja tudi tu velik korak naprej. Kako hitro pa bomo s cepljenjem dosegali en tak zaščito, je pa odvisno tudi od hitrosti, s katero cepimo svojo populacijo. Tu verjetno najbolj napredujejo Izraelci, ki nekako uspevajo cepiti 1% populacije dnevno in bojo imeli najboljše podatke in tudi od njih se bomo verjetno največ sproti naučili. Kot je bilo recimo še novembra nepričakovano, da bomo že pred novim letom cepili, tudi v Sloveniji nas lahko tudi na tem področju preseneti in bomo pravzaprav naredili kakšne korake naprej, ki jih zdaj še niti ne moramo prenesti. Vsekakor pa mislim, da je prihodnost in pravzaprav edina možnost za vrnitev v novo, normalno življenje cepljenje. Ja, jaz bi tudi na tem mestu zahvalil s tem. Še enkrat bi spomnil na to, da na leto, če sem si prav zapomnil podatek, izvedemo 600,000 cepljenj v slovenskem prostoru in več 10 milijonov v svetovnem merilu, verjetno več milijard, in da so stranski učinki dejansko zanemarljivi v primerjavi z dobrobitjo cepljenja in da ob odločitvi, ali se bomo cepili ali se ne bomo cepili, se moramo odgovoriti, ali lahko odgovorim na to sam, ali imam dovolj znanja sam pri sebi, da na to vprašanje odgovorim, in če nimam dovolj znanja, komu bom verjel. In ko si odgovorimo na ta vprašanja, mislim, da odločitev ne bo težka. Vsem se zahvaljujem. Nekaj vprašanj še je, nažalost nimamo časa, da bi odgovarjali na vsa. Bomo pa tistim, ki so to zastavili, v pisni obliki probali odgovoriti. Lepa hvala profesor Štruklju, dr. Knezovi, dr. Simonoviču in pa profesor Flisu in pa vsem, ki ste prisostvovali. Hvala lepa za povabilo in upam, da bom večkrat z vami. Čudovito hišo imate, pa čim manj kot bolnik, ampak vedno bolj kot sodelavec. Srečno, Maribor. Nasvidenje. Hvala lepa. Hvala vsem, lep dan. Hvala vsem in srečno Ljubljano, profesor Štruklju, in hvala profesor Vogrinov za organizacijo te zanimive, bom rekel, kar omizja. Hvala lepa. Ja, hvala še z moje strani. Jaz vse pozivam, ki še niso opravili cepljenja, da to čim hitreje opravijo, ko bodo lahko prišli do cepiva. Svidenje. Hvala. Živjo.